Stalna tema Jesusovega učenja je bilo Božje ali nebeško kraljestvo. Svoje govore je veliko povezoval v življenju povezano s kraljestvom. Kristjani veliko govorimo o velikih krščanskih praznikih, kot je Božič, Jezusovo rojstvo, Velika noč, smrt in vstajenje Jezusa ali binkošti. Kar je pomembno, tudi kot da velikokrat ne vidimo, da za vsem tem stoji večji končni cilj Božje kraljestvo, o katerem pa se govori bolj malo. Poglejmo nekatere vrste, kjer je Jezus govoril o svojem kraljestvu. Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo. Vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli. Eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. V stari zavezi in poznejšem judovstvu je kralj pogosto prispodoba za Boga. Svatba je v Svetem pismu večkrat simbol veselja končne združitve Boga z odrešenimi. Jezus jasno hoče povedati skozi priliko svojemu narodu, da je prišel za mnogo več kot samo zemeljsko kraljestvo. Spregovori o kralju, ki je pripravil svatbo svojemu sinu. Toda povabljeni niso hoteli priti. Za njih so bile pomembnejše vsakodnevne obveznosti. Jezus ni nikoli zakoličil pomena besede kraljestvo. Uporablja jo na veliko načinov. Ko so učenci prosili Jezusa, da jih nauči moliti, je začel takole: vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Z drugimi besedami, Božje kraljestvo vlada, kadarkoli so ljudje odprti in z veseljem sprejmejo Božjo besedo ali voljo. Božje kraljestvo je povsod, kjer ljudje želijo se podrediti Bogu. Na drugem mestu je Jezus dejal, ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili: glejte, tukaj je ali tam je, kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami. Ko je bil Jezus, kjer je bil Jezus, je bilo njegovo kraljestvo. Mnogi tega niso videli in razumeli. Božje kraljestvo je prav tako lahko povsod, kjer se človeška srca odpirajo Bogu in živijo v skladu z njegovimi besedami. Ko izberemo Jezusovo pot in mu sledimo, srce v resnici dovoli, da njegov duh kraljuje v našem življenju. V nas se začne razodevati ali vladati Božje kraljestvo. Zakaj je bilo za Jezus tako pomembno Božje ali nebeško kraljestvo? Božje kraljestvo prinaša spremembe. Jezus je Božje kraljestvo povezal s pravičnostjo. Kajti povem vam, če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Biti pravičen najpogosteje pomeni, da imamo ustrezen ali pravi odnos do Boga in do ljudi. Nažalost je bila pravičnost v Jezusovem času duhovnih voditeljev pogosto površinska oziroma samo
navidezno. Skozi čas se je izraelski narod učil Božjega zakona. Učili so jih bolj učiti črke Božjega zakona, namesto duha zakona, ki daje moč. Ker niso bili pravilno poučeni, so Izraelci pogosto spregledali, da je Božja pravičnost v prvem vrstu stvar srca. Eno od 10 Božjih zapovedi na primer zapoveduje: ne ubijaj. Jezus je razložil, da to pomeni več kot le prepoved ubijanja. Pomeni tudi, da ljudi ne smemo sovražiti ali jih izmerjati z raznimi žalitvami in podobno. Sovraštvo zastruplja našega duha, področje kraljestva. In je zelo nevarno, da namesto Božjega kraljestva v našem srcu začne vladati naše sebično kraljestvo. Jezus ni učil le o globokem pomenu pravičnosti, temveč je področje Božjega kraljestva postavil v našega duha. Bistvo kraljestva je preoblikovanje naših odnosov in želja, navad našega srca. Ko je kraljestvo v našem srcu, bo kraljestvo tudi vidno navzven. Božje kraljestvo mora biti nekaj, kar je vidno. Seveda pa se bo končna oblika vidnega kraljestva razodela v prihodnosti. Božje kraljestvo je bilo bistvo Jezusovega delovanja. Prišel je na ta svet, s svojim življenjem pokazal, kaj je praktično Božje kraljestvo v vsakodnevnem življenju. Čeprav je imel moč in oblast, ki jo je do neke mere dal tudi svojim učencem, je v središču Jezusovega srca bilo vedno Božje kraljestvo. Včasih ga je pomenoval nebesa. Ob neki priložnosti, ko so se učenci polni navdušenja vrnili k Jezusu, beremo: 72 so se veseli vrnili in govorili: Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Prav tisto uro se je razveselil v svetem duhu in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vsem je izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin, razen očeta, in nihče, kdor je oče, razen sina, in tistega, komor hoče sin razodeti. Tedaj se je obrnil k učencem in jim na samem rekel: blagor očem, ki vidijo, kar vi gledate. Povem vam namreč, veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli. In slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Učenci so se navdušeni vrnili, da so imeli moč nad vsako sovražnikovo močjo. Toda Jezus v središče jasno postavi nebesa, Božje kraljestvo. Odrešenje, bivanje v nebeškem kraljestvu je naš končni cilj, ki pa se začne uresničevati že sedaj v človeškem srcu. Jezus se je veselil, ko se je širilo njegovo kraljestvo. Njegova največje veselje je bilo Božje kraljestvo. Končna vladavina, kjer ne bo več prisoten greh, bolezen, sovraštvo, sebičnost in tako dalje. Ampak pravičnost, mir in veselje, kot ga je sam apostol Pavle pozneje opisal v Rimljanom, kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača,
marveč pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Ob tem veselju pa Jezus razdene še nekaj, da je lahko kraljestvo prikrito za nekatere. Jezus jih imenoval modre in razumne, kar hoče povedati, da ne moremo sami s človeško modrostjo in razumom spoznati bistvo Božjega kraljestva. Rabimo Božjo pomoč. Moramo se ponižati in priznati, da potrebujemo razodetje, pomoč od Boga, kot je rekel Jezus. Da, oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin razen očeta. In nihče, kdo je oče razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti. Na koncu se je obrnil učencem in rekel: blagoročen, ki vidijo, kar vidite vi. Jezus je bil izpolnitev obljube, razodetje pričakovanega Mesije, to, kar so mnogi čakali že v stari zavezi. On je ta, ki je na križu umrl za naše grehe in s tem odprl vrata v Božje kraljestvo. Nažalost je to še vedno mnogim prikrito. Ker so bili v Jezusovem času nekateri voditelji osredotočeni na kraljestvo kot vidno resničnost, ki spreminja svet, so bili Jezusovi poslušalci prepričani, da bo Mesija politični in vojaški zmagovalec. Zato jim je Jezus težko pojasnil resnično bistvo Božjega kraljestva. Jezus je nenehno pozival, da preiščejo svojo notranjost. Izzval jih je, da začnejo kraljestvo graditi znotraj sebe. Jezusov cilj je bil, da se kraljestvo razodene navzven, tako da se najprej okorenini od znotraj. Svoje učence učil, da naj hodijo po poti notranjega miru in veselja. Ob neki priložnosti jih je vprašal: kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In potem nadaljeval: ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašuje pogani, saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Jezus je svojim učencem nenehno zatrjeval, da obstaja svet, ki je onkraj tega sveta. Tisti, ki mu sledijo, je obljubljena dediščina v tem prihodnem svetu. A razumemo, da je bistvo krščanstva Božje kraljestvo. Ne zavržemo te velike ponudbe Boga, ki jo je razodel Jezus Kristus. Apostol Pavel nas opominja: ali mar preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog svojo dobroto navaja k spreobrnenju. Toda svojo zakrknjenostjo in nespreobrnjenim srcem si nakopavaš srd za dan jeze in razodetja Božje pravične sodbe. Ne prezirajmo bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, pravi Božja beseda. Bog nas svoje dobroti in ljubezni vabi, da se vrnemo k njemu in sprejmemo njegovo kraljestvo. Ne dovolimo, da bi naše srce ostalo zakrknjeno in se ne bi vrnili Bogu. Ne zavržimo njegove ponudbe Božjega kraljestva, ampak imejmo odprta srca za našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je prišel razodeti svoje kraljestvo in nas vabi, da se vrnemo k njemu. Amen.